trgu ponujata ročno izdelane brunarice iz domačega lesa. V Sevnici sta postavila eksponat. Od ideje naprej sva šla z kolegom Goranom Božičem v Nemčijo na izobraževanje. Tam sva bila en teden, prišla domov, nabavila hlodovino in se pač lotila projekta. Od ideje do uresničitve je minilo dobri 2 leti, saj sta se projekta lotila ob redni službi in za lasten denar. Vsak hlod za brunarico je ročno lupljen in brušen, za toplotno izolacijo pa sta uporabila ovčjo volno. Z odzivom na informativnem dnevu sta zadovoljna prav tako obrtnikov. Ker so tudi iz stroke lesne, so si tudi prišli pogledati naš osnovni eksponat, tako da poleg teh in laične javnosti je zanimanje zelo veliko. Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič je na nedavni lesarski konferenci v Nazarju napovedal spremembo zakonodaje za spodbujanje lesno-predelovalne industrije. Žvar in Božič verjameta v prihodnost lesenih hiš, ki jih je med montažnimi objekti v Skandinaviji kar polovico, v Ameriki pa 90%. V Sloveniji je danes ta delež komaj 15%, a bi se s pravo ponudbo in strategijo države lahko povečeval. Mlada mojstra se ne bi prestrašila nobenega, še tako posebnega naročila. Normalno, da se pred vsako stvarjo pojavila rahla trema, tako da izzivi so pa vedno dobrodošli, tako da se bomo vsega lotili maksimalno in v najboljši naši moči. Lesena hiša je v celoti produkt domačega znanja in materialov. Je tudi 100% razgradljiva, kar z okoljskega vidika ni zanemarljivo.